največji dosežek pridobitev mestne občine Krško. To je zgodovinskega pomena in mislim, da to ne more noben nikdar zanikati. Druga stvar potem je pa, da sem se pogovarjal gor in dogovoril, da se uredi in obnovi policijska uprava, kjer ne bi bil sedež sedaj noter policijske uprave za varovanje južne meje. Na to sem se pogovarjal še z ministrom Toninom, da je končno uvidel in prišel podpisati sporazum o obnovi vojaškega mostu, dogovoril in na mojo pobudo se je vrnil nazaj oziroma je sploh prišel nazaj sedež ARAO. Potem, kot sem že omenjal, tudi cestna povezava Kostanjevica-Podbočje. Sodeloval sem pri in pritiskal v Ljubljani, vedno jih spraševal, kdaj bomo začeli delati most v Podbočju, kar mislim, da je zelo potreben in lahko še naštevamo, še tudi drugih stvari je bilo dovolj. Župansko kandidaturo pa se podajate kot neodvisni kandidat? Ja, v župansko kandidaturo se pa podajam kot neodvisni kandidat, vsekakor na pobudo občanov in občank, ki so me že takrat, ko smo dobili status mestne občine Krško, so mi vsi čestitali in so rekli, da bi bilo prav, da se vrnem nazaj v Krško in da kandidiram za župana. Sicer sem takrat še malo okleval, nisem vedel, ali bi šel kot stranka ali kot neodvisni, vendar na koncu sem sprejel tako odločitev, da bom kandidiral kot neodvisni kandidat za svojo listo.